Lep pozdrav vsem, v imenu Snage vas pozdravljam in se vam zahvaljujem za vabilo na dogodek. Pa lahko kar začnemo. Snaga sodeluje v Interregovem projektu Vimpol, ki podpira te pametne uvedbe pametnih sistemov in temu sledimo tudi v našem podjetju. Tako da se trenutno v okviru tega projekta pišemo akcijski načrt za uvajanje pametnih sistemov v Mariboru. Cilji projekta so, da na tehnološko, ekonomično napredno izvajanje storitev in da uvajamo te pametne sisteme, kot sem že povedala, z elektronskim zbiranjem, spremljanjem količin odpadkov s pomočjo senzorjev in potem z obdelavo podatkov. In s temi informacijami pridobiva mesto naziv pametnega mesta. Ker živimo pač naše življenje obdaja vse več odpadkov, zato stremimo k krožnemu gospodarstvu in trajnostni rabi in zagotavljamo torej, da bi čim daljše obstoj odpadkov in torej na ponovni uporabi. Skušamo se držati načela zero waste, da torej so odpadki, zniževanje odpadkov proti ničelni stopnji. Tako, tukaj lahko vidite na sliki 19 potencialnih lokacij podzemnih zbiralnic v centru Maribora. Naš cilj je vključitev v staro mestno jedro, kamor bi implementirali popolnoma vgrajene podzemne sisteme in pa polpodzemne sisteme v večstanovanjske objekte, turistična območja in pa industrijsko-obrtna območja. V tem območju centra Maribora živi 2460 prebivalcev, kateri bi potem uporabljali te podzemne sisteme. Cilj je estetsko jih vključiti v okolje, da čim manj oviramo prometno varnost v centru mesta in tako dalje. Zdaj bom vam na kratko razložila razliko med delno vgrajenimi in popolno vgrajenimi zabojniki. Delno vgrajeni so sicer bolj ekonomični, v tem primeru se vgradi približno 70% zabojnika pod zemljo. Testna lokacija pa je na lokaciji v Teznem v Mariboru, kjer se zbira papir, steklo in pa odpadna embalaža. Popolnoma vgrajeni zabojniki pa, kot lahko vidite tukaj na sliki, zgoraj je samo en majhen nadzemni del, na tej desni sliki pa lahko vidite že vgrajeno podzemno zbiralnico na Glavnem trgu v Mariboru, ki pa sicer še ni v uporabi. Za praznjenje teh zabojnikov uporabljamo namensko vozilo z nameščenim dvigalom. Pri dvigu pa moramo imeti prosto višino do 8 metrov za izvedbo. Mestna občina Maribor, ki je investitor tega projekta, se je odločila za uporabo 5-kubičnih zabojnikov za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, mešane odpadne embalaže in papirja ter papirne embalaže in 3-kubične zabojnike za biološke odpadke in pa stekleno embalažo. V našem podjetju smo pripravili te potencialne lokacije, in sicer na osnovi obstoječe kapacitete zbranih odpadkov in pa dolžine poti, ki jo mora uporabnik prehoditi, da lahko odloži odpadke. In sicer to je 180 metrov. Podzemni sistemi oziroma samo mešani komunalni odpadki in biološki odpadki, ti zabojniki bodo opremljeni z RFID kartičnim sistemom. Kartice bomo razdelili uporabnikom, vsako gospodinjstvo bo prejelo eno kartico, s katero bodo lahko torej odklepali zabojnike in odlagali odpadke. Trenutno naš obračun temelji na prostornini in pa na frekvenci odvoza odpadkov. V prihodnosti seveda temu sledi tudi sprememba odloka,
pa je naš načrt, da uvedemo pay-as-you-throw sistem, torej da uporabnik plača potem, kolikokrat odpadke odloži v sistem. Za število vnosov uporabljamo tako rekoč sistem, ko uporabnik odpre vrata in potem se spet zaprejo po odložitvi odpadkov, to štejemo kot en vnos. In na podlagi teh vnosov bo deležnik pri projektu izvedel študijo primerjalne analize polnosti spremljanja zabojnikov in sicer bo spremljal, kakšna je učinkovitost primerjava števila vnosov v povezavi z merjenjem polnosti zabojnikov s senzorji. Torej, kaj je bolj učinkovito. Potekalo bo 6-mesečno spremljanje na 3 zabojnikih, torej 2 za mešane komunalne odpadke in 1 biološki zabojnik. Optimizirano zbiranje. V urbanem okolju, kjer so sistemi zelo obremenjeni in da povečamo to prometno varnost, je zbiranje od vrat do vrat zelo, v glavnem, bolj je smiselno, če imamo manj zabojnikov, kar pa nam pripomore tudi senzorji polnosti, ki jih lahko namestimo na bolj oddaljenih zabojnikih, in sicer z namenom, da lahko vidimo, ali je zabojnik poln, ali ga moramo iti prazniti, ali pa morda ga lahko pustimo za drug teren, ko se napolni, kar pa nam prihrani na času, prihranimo na porabljenem gorivu in seveda tudi na izpustih. Za doseganje ekonomičnega stanja tega projekta moramo doseči neko kritično maso zabojnikov, in sicer v primeru, da bi imeli le 3 podzemne zabojnike, se to ekonomično ne izplača, da bi hodili prazniti glede na senzorje polnosti, ampak to lahko dosežemo samo z večjim številom zabojnikov. Torej, v primeru, da že vnaprej vidimo, da zabojnik ni poln, ga ne gremo prazniti. Učinki implementacije, kot sem že povedala, vplivi na okolje, bolj optimizirane transportne poti in optimizacija voznega parka. Spodaj v tabeli lahko vidite, kako se bo obstoječe stanje spremenilo, in sicer skupen volumen zabojnikov na obstoječem območju je 73 kubičnih metrov. Po implementaciji podzemnih sistemov na tem območju se bo volumen povečal na 95 kubičnih metrov. In tako bo število odvozov, ki jih moramo na letni ravni opraviti, padlo iz 52 na 41. Za namen podzemnih zbiralnic smo pripravili tudi zloženko, ki jo bomo razdelili uporabnikom, ki tangirajo na to podzemno zbiralnico. Tukaj so razloženi, kako pravilno uporabljajo podzemno zbiralnico, osveščamo jih tudi o pravilnem ločevanju. Pa je to z moje strani.